Morda vemo, kdo smo in morda ne. Lahko kristjani smo, pa judje ali muslimani. Toda dokler srce podoba ne postane vsakega srca, bomo zaznavali samo razlike. Ta film je v današnjem času izjemno pomemben. Kot vsi vemo, so od leta 2015 na podlagi množičnega begunskega vala, ki je takrat prihajal v Evropo, se izjemno krepi protiislamski diskurs. Ta beseda je zelo pomembna, protiislamski diskurs, ki ga je morda najbolj pregnantno izraziti na ta način, da gre za nek diskurs, ki negativno govori o islamu. Potrebno je poudariti, da je star 900 let. Torej izjemno star, izjemno utrjan in skozi zgodovino je bil reproduciran strani mnogih vplivnih skupin. Človek je lahko, bi rekel, problematičen, nasilen, ampak človek je lahko tudi dober, človek je tudi sočuten, človek je v sebi tudi blag, je tudi nežen, je tudi človeški. Človek zmore priti pri sočloveku, tudi če je ta drug in drugačen, do njegovega srca. Če mu seveda tisti, ki so izpostavljeni kot skrbniki za javni blagor, oziroma jaz še raje govorim tistih, ki so ozadje, k temu dejansko pomagajo, če prebujajo njegovo srčnost. Če pa ti ljudje, ki želijo z človeštvom manipulirati, izpostavljajo dejansko drugost in drugačnost kot ogrožujočo, zato da na tej dvobojevitosti pletajo svoje interese oziroma usmerjajo pozornost od bistvenega k dejansko nebistvenemu, potem imamo situacijo, kakršna je današnja, v kateri celo na nek način krščanski politiki, to me je vprašala prej novinarka pred projekcijo filma, na nek način delujejo protikrščansko. Mi radi rečemo, Koran propagira nasilje, Koran propagira tudi ljubezen. Svetopismo propagira prav tako, lahko razberemo posebej v Stari zavezi elemente nasilja, ampak propagira pa tudi ljubezen. In že Stara zaveza pravi, da je potrebno tujce sprejemati, da je treba varovati šibke, pa naj bojo to vdove, sirote, brezdomci, da jih je potrebno preprosto zaščititi. Jezus pa poudari še bolj, brez doma sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli. In naprav na tej, bi rekel, socialnosti, na tem občutku do sočloveka postavi temeljno merilo odrešenih in neodrešenih. In mi preprosto na nek način se je krščanska Evropa tudi na nivoju politikov, ki govorijo o sebi, da so krščanski, odpovedala krščanstvo še več. Krščanstvo celo zlorablja. Preprosto zato, da ljudem, ki se imajo recimo za kristjane, vceplja misel, ki nima z evangelijem nobene povezave, ki celo se staro zavezo nima nobene povezave. In to je tista temeljna manipulacija, ki je preprosto potrebno ozavestiti in reči temu dovolj. Ves čas poroča, da sta Rumi in pa Frančišek dva protagonista, ki presegata religijsko izključujočnost. Da sporočata, da je ljubezen do sočloveka tista, ki največ velja in da na tej ravni ljubezen do sočloveka lahko najdejo vsi plemeniti, veliki ljudje, torej nek skupni imenovalec. V filmu je tudi noter navedeno, da vsaka religija vsebuje torej nastavek za ljubezen, s čimer seveda se moramo strinjati. Ko sem se pripravljal za film, sem kakšne 4 ali 6 mesecev zelo raziskoval poezijo Rumija in Frančeska. In te moje študije, rezultati tega niso seveda vsi vključeni v film. Ampak delo Frančeska in Rumija se sicer razlikuje v jeziku, v vsebini, po pomenu, pa je pravzaprav identično. Čeprav se ta dva človeka osebno nista nikoli srečala, se njune besede srečujeta. In
kot predstavnika dveh svetov ali dveh religij, v bistvu dokazujeta, da se ta dva med sabo lahko srečata. In Rumi in Francesco sta pravzaprav simbola. Vsi smo lahko ali Francesco ali Rumi. Ali mi tukaj na odru, ali vi v občinstvu, vsak je lahko eden od teh. In pravzaprav je to res simbolično. Kot je rekel gospod, obstajajo mnenja in se govori, da Koran spodbuja nasilje in govori o nasilju. In mi kot muslimani seveda zatrjujemo, da to ni res, da govori o ljubezni. Seveda, če smo muslimani, ne moremo reči drugega. Ampak, če isto stvar reče neka druga oseba, ki je izobražena, kultivirana in prihaja iz drugega okolja, iz drugega sveta, potem to prinaša temu sporočilu kredibilnost. Želimo to sporočilo prenesti iz akademskega kroga v vsakdanjost, v vseh razmišljanju vseh nas, kajti če bi bilo res tako, da je Koran nasilen, potem bi pomenilo, da je 1 milijarda 600 milijonov ljudi teroristov in da bo prišlo do vojne in da bo naenkrat sveta konec. Samo nekaj odlomkov iz Korana. 2. sura 256 pravi, v religiji ni prisile. 109. sura 6. aja, vi imate svojo religijo, jaz pa imam svojo. Ali pa 11. sura 118, če bi tvoj gospodar hotel, bi iz vseh ljudi naredil isto skupino. To, da oni se bodo vedno razlikovali v religiji. Torej, cela vrsta je nekih zelo izrecnih navedb v Koranu, ki pravijo, v religiji se ne sme nikogar prisiljati in nenazadnje skozi zgodovino so muslimani, torej tako imenovana ljudstva knjige Al-Kitab, Jude in kristjane obravnavali z nekim posebnim torej pristopom in jim dovoljevali lastno zakonodajo. In sicer kot torej član reda bratov Kapucinov seveda dobro poznate Frančiška Asiškega. Zdaj bi pa rad neko sporednico navezal za sedanjost. Se pravi, vemo, da imamo trenutno papeža Frančiška, ki si ni zastonj tega imena izbral. Kot smo lahko videli že v njegovem prvem dokumentu Evangelii Gaudium, ki ga je izdal, mislim, da že 3 leta nazaj, je zelo izrecno pravzaprav napadal oziroma govoril proti neoliberalizmu. In je celo izrecno to eno glavnih podmen neoliberalizma zavrnil, ki pravi, torej trickle-down economics, ki pravi, bogatim dovolimo, da še bolj obogatijo, kar naj bi če zmeraj več, ker nekaj bo pa prikapljalo do ostalih in vsi bomo zadovoljni. Frančišek je rekel, to ni res. Zdaj bi vas poprašal, kako ocenjujete v tem smislu dosedanji mandat Frančiška, ali bo imel moč, ali se lahko spopade s tem ogromnim problemom, glede na to, da mu tudi sama Kurija dela težave, da ima tudi druge torej, teme za obravnavati in tako. Kakorkoli mu nasprotujejo, kakorkoli nekateri čakajo, da njegov mandat mine, je izrekel besede, ki se ne more več povleči nazaj. Je izrekel besede, ki so vzvalovale, je izrekel besede, ki so vznemirile. Po moji presoji je eden redkih, morda celo edini, če rečem politikov, ki si upa reči Bobu Bob, ki zelo odprto govori o dejanskem stanju, tudi glede na področje, o katerem si odprl misel, kaj ti gre res za... Zdaj ko sem se vozil proti Ljubljani, sem poslušal en prispevek na radio, ki govori o delavcih v trgovskih centrih. Zdaj sem pozabil, koliko milijonov imajo ti dobička. Delavci pa so na minimalcu, pravzaprav v suženjskih razmerah. Če bi bilo res tisto, ko bo dobiček večji, bodo tudi delavci dobili svoj delež po neki empatiji teh, ki so lastniki teh centrov, bi ne živeli na minimalcih oziroma kot so opisovali celo v suženjskih razmerah. In tej laži preprosto je, tej prevari je preprosto potrebno narediti konec. Po mojem, najbolj učinkovito na ta način, v katerem spregovorimo v 95 tezah, da začnemo ločevati pojme. Dokler mi ne bomo razumeli jezika prevare,
se bomo pogovarjali z jezikom prevare o rešitvi. Jezik prevare, zavajanja pa ne more prinesti rešitev. Zato je potrebno ločiti temeljna pojma, ki sta ekonomija in pozabljen izraz krematizem. Ekonomija, ki povezuje dva izraza, dom in zakonitosti, torej zakonitosti, ki omogočajo sleherniku, da se na tem planetu počuti res kot doma, ne samo človek, ampak tudi živali, rastline, vse bivajoče, in krematizem. Krematizem, ki je koncept, v katerem peščica bogatašev živi na račun ljudi, ki v bolj ali manj suženjskih razmerah delujejo za njihovo korist. 8 posameznikov ima toliko kapitala kot revnejša polovica človeštva, s tem, da vsak dan umre 36.000 otrok zaradi revščine. Kot smo slišali, 30 milijonov otrok je sedaj beguncev, torej brez doma. To je nedopustno stanje, če so politiki res skrbniki za javni blagor. Gre za veliki blef, v katerem je trenutno globalna politika popolnoma delujoča v konceptu krematizma, zločinskega krematizma. In ker mi ne ločimo pojmov, preprosto enačimo tega transvestita, krematizem enačimo z ekonomijo. In potem nam govorijo kar naprej, pravzaprav tvezijo o edinih možnih rešitvah ekonomije. To ni res. To je velika, največja trenutno globalna prevara, ki pa lahko vlada zato, ker ne ločujemo pojmov. Ker preprosto ne zahtevamo, da uporabijo za ekonomijo kot izraz, le za tisto, kar je za to dopustno, saj marsikaj tudi v obstoječi tako imenovani ekonomiji dobro. Ampak ogromno tega pa je potrebno vreči v koš za odpad, na katerem piše krematizem. In dokler mi tega ne bomo začeli ločevati, dokler bomo še kar naprej govorili vse pod pojmom ekonomija, bo krematizem obvladoval situacijo. Pri nas govorijo določeni ljudje fašistoidno, nedopustno. Begunci so ljudje. Nismo povzročili, zahodna civilizacija, ta največji terorist sedanjega časa, je povzročil situacijo na Bližnjem vzhodu. Mi smo vzvalovili begunski, migrantski val in sedaj se delamo čistune, ki zapiramo vrate z najbolj hinavskim izgovorom, da pač nimamo dovolj dostojnega prostora, da bi te migrante oziroma sprejeli, da bi te begunce sprejeli. To je taka hinavščina, to je taka zlaganost, to je taka podlost. In če govorijo to politiki, ki so se sklicevali ali se še sklicuje na etičnost, in če to pride preko cerkvenih medijev, je ta podlost, je ta hinavskost, je ta, bi rekel, nekrščanskost, še posebej v nebo kričeča, zaradi žrtev, zaradi umirajočih, zaradi tistih, ki danes trpijo v grozljivih razmerah. Ne? Veste, tu bo treba politikem, jaz sem tu veliki optimist, veste, treba je, čeprav nas manipulirajo na vse možne načine, dejansko se zavest prebuja. In ko sem slišal 3 prebujeni, miselno prebujeni ljudje, po kvantnih zakonitosti vzvalovijo zavest na 1000 prebivalcev, 3 prebujeni na 1000 prebivalcev prebudijo premik zavesti. Ne? In jaz sem optimist. Ampak veste, tej podlosti, tej hinavščini, ne, moramo preprosto reči ne. Ne samo v odnosu do beguncev, tudi do oddelavcev na minimalcev, do vseh izkoriščenih, ne samo do ljudi, tudi do živali, tudi do rastlin, tudi, kot je rekel sveti Frančišek, do matere zemlje, torej do zemlje, ki nas kakor mati hrani. Ne. Meni je res težko, veste, ker vendarle, torej zame je evangelij nekaj svetega, ne? In posebej, ko poslušam ljudi, ki se imajo kakor za krščanske, ne? Pa mi tvezijo, veste, take grozne stvari in mene duši. Ampak nimam glasu, da bi ga dal, da bi zaupil to izlaganost, ne?
Kje imate tu Jezusa? Kje tu, če govorimo Frančišek, Rumi, ne? Kje? Molčati pa ne smemo, ne? Ker mi, ki še imamo glas, moramo govoriti. Gorječe bomo umolknili, ne? To je taka hinavščina. Veste, oblečena v frak in ima kravato in govori s piedestala gospodov in privilegiranih. Ja, tukaj se popolnoma strinjam. Bi se pa navezal na besede patra Gržana, da je Zahod sam torej to katastrofo, ki se dogaja na Bližnjem vzhodu, povzročil in celo več lahko rečemo, da tudi Slovenija je svoj kamenček pridala. Podpisala Vilniška deklaracija. Zdaj bi pa omenil, da mi je zelo všeč tisti del v dokumentarcu, ki pravi, da bi se Frančišek pogovarjal tudi za islamsko državo. In da tudi to, ko je njegov prijatelj Todor Tejčmana omenil, da je Frančišek torej poskušal prepričati križarje v Egiptu, naj vendarle ne napadejo muslimana. Namreč tle lahko eno zelo močno sporednico povlečemo s tem, kar je pater Gržan govoril, da ravno podobna katastrofična poteza, kot so jo križarji naredili takrat v Egiptu, takšno potezo je naredil George Bush mlajši, ko je napadal Irak 2003. Da se je vse začelo z napadom na Irak, da je to bila Pandorina skrinjica odprta, da je islamska država zares zacvetela, takrat še kot organizacija za tavhid in džihad, ki je vodil Abu Musa Pazarkadi po napadu na Irak. Da je samomorilski terorizem torej zacvetel točno po napadu na Irak. Da se je šiitski pol mesec oblikoval po napadu na Irak, sunitsko dominirane države so bile jezne, vojna v Siriji ne bi bila tako destruktivna, če ne bi bilo tega sunitskega šiitskega spopada, ki je bil generiran z napadom na Irak. Ampak mi smo biti demoni. In jasno je, da nasilje poraja nasilje. Osebno pa mislim, da tisti, ki so odgovorni za nastanek in ustvarjanje tega kaosa, za našimi hrbti načrtujejo druge stvari, ki nam jih skrivajo in manipulirajo na ta način, da pozornost usmerjajo k problemom, ki jih kreirajo sami. Vse je zmanipulirano. Ustvarijo problem, mi se z njim ukvarjamo, medtem ko oni za našim hrbtom kujejo zavezništva. In lahko rečemo, da je Trump, ki je protestant, v bistvu zaveznik ISIS-a in muslimanov, da je ravno tako s tem povezan bil tudi Sisi, predsednik Egipta, ja, narobe se slišala, hvala. Da je bil bivši italijanski premijer Renzi ravno tako vključen v to partnerstvo, da je četrti partner oziroma zaveznik Netanjahu. To pomeni, da so 4 različni zavezniki 4 različnih ver in očitno tu ne gre za vojno, za versko vojno. Bistvo je, da nam ustvarjajo občutek, da gre za to. Ne gre za to. Moramo usmeriti dlje nad to in zavedati se igre, ki se dogaja za našim hrbtom, ker nas izrabljajo, ker nas hujskajo, ker nas obračajo enega proti drugem. Ampak in mi se kregamo in zaradi tega je naša pozornost v to usmerjena in tega nam ni treba, ni razloga, da bi se kregali. Ne rabimo se kregati. Zgodovinske osebnosti kot sta Rumi in Francesco sta dokazali, da vera in različnost nista razlog za spor. In čisto zadnja stvar, ki jo želim povedati, obstaja orožje, ki je zelo močno in zelo učinkovito. In če ga bomo uporabili, lahko uničimo vse njihove načrte. In to je znanje, zavest, ozaveščenost, poslušanje drugega. Treba zelo paziti, da se ne bi religija zlorabljala za poglabljanje medsebojnih konfliktov. Treba je vedeti, da je religija samo v službi vere, mistike, duhovnega odnosa z Bogom. V Bogom je pa enost. Smo notranje vsi povezani, kljub zunanji religiozni raznolikosti. Jaz se to vedno znova spomnim, Rumi pa Frančišek sta bila mistika. Ne?
In zanimivo je, da je ta njuna enost, poudarek enosti mnogo globlji v poeziji, kot pa v prozi. Ne? Tam zapojete, smo si tukaj nekaj od Frančiška pa zbral, ampak ne bom zdaj tega govoril. To, kar bi hotel povedati, je samo to, da so lahko monoteistične religije zelo, zelo nevarne, če ni v ozadju vera, če ni v ozadju tudi mistika, duhovni odnos. Kajti potem, veste, če imam jaz edini vso resnico, ne? In potem so vsi drugi seveda v zmoti. In seveda na drugi strani, če misli nekdo prav tako, sem jaz v zmoti. Ne? Me kvečemu toleriraš, me prenašaš, dokler je potrebno, pol je pa boljše, če me ni. Religija je v službi globine, je v službi duha, je v službi mistike, je v službi ljubezni. Ne sme pa biti v tem, da poglablja drugost in drugačnost kot nasprotje, kot spotika. To je treba zelo paziti. Ne? Monoteistične religije so lahko voditelji, ne religije. Religije same po sebi niso nevarne, ampak voditelji so pa smrtno nevarni, če niso duhovni možje, če niso mistiki. Žal pa vidimo situacijo, kakršna je. Papež Frančišek je res, Bogu hvala, da ga imamo. Ne? Se vedno znova spomnim na svetišče v Delfih, Apolonovo svetišče, na katerem je bilo napisano: spoznaj samega sebe. Kaj to pomeni? Svetišče tisto je predstavljalo človeka. Pojdi v svojo notrino, ne iz površja, iz te zvalovanosti, iz te raznolikosti, v notrino samega sebe. In ko so vstopili v tisto svetišče, je na notranji strani pisalo: in spoznal bo svet in Boga. Ko greš vase, ko greš v svetišče svojega jaza, ko greš v svojo notrino, spoznaš svet in Boga v enosti, v povezanosti kljub raznolikosti. Dokler pa ostajaš zunaj, si pa nevaren.